Dober večer. Zaistino vam želim en ogromen Božji blagoslov in Božje delovanje v tom večeri. Za začetek te pridige bi vam rada nekaj podarila. In Adama bi prosila, kako li nese košaro in vsake si lahko iz te košare vzame en dar. Gospod, hvaležna sem ti za te čas, da smo lahko v tvojem domu. Hvaležna sem ti za tvojo besedo, katero si položil v moje srce. In kaj ste prosim, Duh Sveti, kaj zdaj ti učiš to besedo v življenja in srca mojih bratov in sester, tvoje cerkve. Da se začnemo zavedati, kako smo pomembni za tebe in eden za drugoga. Ti prevzemi vso vodstvo in maziljenje tvoje besede. Te molim in prosim, meni Jezusa Kristusa. Aleluja. Amen. Amen. Kako uvodno besedo v tom večeri bi rada preštela iz drugega pisma Timoteji, 1. poglavje 5 in 6. Spominjam se namreč iskrene vere, ki je v tebi in ki sta jo prej imeli tvoja stara mati Loida in tvoja mati Evnika. Prepričan pa sem, da jo imaš tudi ti. Zato te opominjam, da znova razplameniš Božji milostni dar, ki je v tebi po polaganju mojih rok. V tom večeri bi rada, ko o Svetom Duhu razmišljamo, kako o dare iz nebes, šterega nam je dal naš Oče. Dostakrat pozabljamo na to tretjo osebo trojedinega Boga. Dosta učimo o Bogu, osredotočamo se dosta na Jezusa, a žal dostakrat pozabljamo ali ignoriramo Svetega Duha. Ampak znate, Svetim Duhom je bila Božji ljubezni, poleg njene širine in dolžine, dana ena globina. Globina večjega spoznanja, globina večjega doživetja samega Boga, kateri je ljubezen. To dela Sveti Duh. Razodeva nam samega Boga, razodeva nam samega sebe. In zato je Sveti Duh tako ključnega pomena za duhovno življenje posameznika. On je tretja oseba božanstva. Oseba. On je Bog na zemlji. Zdaj tu. In znate, če poznamo Duha, poznamo Boga. Si predstavljate poznati Boga? Bog, Sveti Duh, s katerim se moramo pogučavati tako z osebo in njemu posvetiti pozornost v molitvi. On si želi, ko ga sprejmemo enako vredno, kot Boga Očeta in Boga Sina. Zato, ker to tudi on je enako vreden, troedini Bog, Oče, Sin in Sveti Duh. In znate, da imamo takšen odnos z našim Bogom in Svetim Duhom, je on tisti, kateri v nas napravi takšno osebo, kakšno si je Bog zamislil, ko smo. Jezus, da je bil tu na zemlji, je pravil, bolje je, da jaz odidem in pošljem svojega Duha. In kad je te Duh
z nami vedno in vse povsod. On je v nas. Zakaj je Jezus to povedal? Zakaj je Bog še, ko on odide in pošlje duha? Znate, da je Jezus bil tu na zemlji, je lahko bil samo na enom mestu, na Enovk. Bil je s svojimi učenci, bil je s tisto Samarjanko tam pri vodnjaki, samo stan na enom mestu. Ampak znate, Sveti Duh je lahko istočasno vse povsod. Istočasno je lahko tu med nami, istočasno je lahko na Kitajsko, lahko je v Ameriki, vse povsod. In zdaj lahko razumemo, zakaj je Jezus moral oditi. Ko bi mi dobili nekaj več. Ko bi dobili nekaj več v svoje življenje. In to je Svetega Duha. In znate, ko piše v Bibliji, ko če bomo imeli njega, bomo delali večje stvari, kot je delal sam Jezus, da je bil tu na zemlji. Kako bomo lahko delali večje stvari, kot Jezus? Zato, ker je Sveti Duh delal skozi nas. In zavoljo toga, da lahko se stvari dogajale. Resnično povem vam, kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljam. In še večja kot ta bo opravljal, ker grem jaz k Očetu. Haleluja. Sveti Duh je ta moč v nas. Amen. Amen. O tom, ko Sveti Duh prebiva v nas, uči Sveto pismo, da pravi, ko smo mi tempelj Svetega Duha. Prvo pismo Korinčanom 6:19. Mar ne veste, da je vaše telo tempelj Svetega Duha, ki je v nas in ki ga imate od Boga, ne pripadate sebi. Naše telo, da postanemo kristjani, je osebno prebivališče Svetega Duha. Vsi verniki v trenutku, da sprejmejo Jezusa kot svojega odrešenika, prejmejo Svetega Duha, který živi v nas. Jaz si predstavljam, jaz osebno, to prisotnost ali prihod Svetega Duha v življenje kristjana, tako kot je opisano v Stari zavezi. V 2. kroniški knjigi od 5. do 7. poglavja štejemo, kako je Salomon zaključil z gradnjo templja in ga posvetil Bogu. In znate, ključnega pomena je bilo, ko so skrinjo zaveze postavili v notranjost, tisto najsvetejšo prisotnost. In ta skrinja zaveze je posvečevala tempelj. Ne samo tempelj, ampak tisti kraj in tisto mesto. Se pravi, tempelj je bilo mesto, ki je od dneva posvetitve prebivala Božja prisotnost. Božje veličastvo, tako kot piše, da je ogenj šinil z neba in Gospodovo veličastvo je napolnilo tempelj. Bog sam, njegova prisotnost in njegovo veličastvo je napolnilo tisto mesto. Tudi pri človeku je tako, da sprejme Jezusa v svoje življenje, pride ta skrinja zaveze, bom tako imenovala zdaj to, Božja prisotnost, Sveti Duh v naša življenja. On zavzame prostor. Bog zavzame svoje prebivališče, štero njimi pripada. Kajti mi smo tempelj Svetega Duha. In te postanemo osebe, kjer prebiva sam Bog. V tebi in v meni prebiva Sveti Duh. In on se želi razodevati. Želi pokazati to veličastvo, to moč,
štero je dal v nas, da prekipeva. Znate, ta oseba, štera je oblikovala celo vesolje, živi v nas. On živi v nas. Sveti Duh je v nas notri. On živi v tebi, on živi v meni. Da bi vam Bog našega Gospoda Jezusa Kristusa, Oče veličanstva, dal duha modrosti in razodetja v spoznanju njega in razsvetljenje oči srca, da bi vedeli, v kakšno upanje vas je poklical, kako bogato je veličanstvo njegove dediščine v svetih, kakšna je čezmerna veličina njegove zmožnosti do nas, ki verujemo po dejavnosti njegove silne moči. Efežanom 1, 17-19. Ampak znate, od nas je odvisno, kako da se ta moč Svetega Duha razodevala in kazala, manifestirala v naših življenjih. Na začetku ste dobili darila. Ko ste napravili s temi darili? V žepke. Ko nameravate z njimi napraviti? Prejte. Je mogoče že što je odprav? Adam je že skoraj pojedel. Znate, Biblija ne povej za šenki, imejte vero kot otroci. Oni so hitro odprli. In tudi sem videla ene izmed vas. Kako sem pravila, Sveti Duh je dar, šterega nam je dal Bog. In on si želi, da tej dar odpremo. Eni ste ga že odprli. Znate, samo če tej dar, šterega imamo v sebi, odpremo, vidimo in spoznamo, ko je Bog namenil za nas, za naše življenje. Žal je dostakrat tako v življenju kristjanov, ko tej dar nikdar ne odprejo. Ostane mogoče v žepke, upam, ko vaši ne ostanejo v žepke, ampak žal v življenju kristjana to dostakrat gre. Znate, ampak pri tom zamujajo tisto vsebino, ko je notri v tom dare. Znate, vsebina daru daje dare vrednost. In Sveti Duh je vsebina toga dara, šterega nam je dal Bog. Pavel pravi Timoteju, zato te opominjam, da znova razplameniš Božji milostni dar, ki je v tebi. Znova razplameniš Božji milostni dar, toga Svetega Duha, šterega imamo v sebi, ko on zaplameni v naših življenjih. In zato vas tudi s temi besedami v tom večerišču spodbuditi. Razplamenimo to, ko je v nas. Odprimo tej dar, šterega nam je dal Bog, in v njem uživajmo. Naj se tej ogenj, kako te, da je šinil z nebes in požil vso tisto žrtev na oltarje. Naj takši ogenj šini v naša srca, naša življenja. Naj použije vse, ko je nejdobro, in zagori tisto, ko nam Bog šče razodeti in date. Naj nas izpuni svojim veličastvom, svojo prisotnostjo. Naj se on razodeva v vsej moči, vsej slave in v vsej globini, štero nam želej date.
A si to želite v svojem življenju, v svojih srcih? Amen. Tudi jaz si to želim. Takšno delovanje Svetega Duha. Ampak znate, Timotej je mogel to sam napraviti. Zato, ko piše, znova razplameniš Božji dar. Pavel ni pravi, ti moraš to sam napraviti, ker to ponovno vžge v tebi. In kako to napravimo? Tako, ko vrvljamo. Spominjam se namreč iskrene vere, ki je v tebi in ki sta jo prej imela tvoja stara mati Loida in tvoja mati Eunika. Prepričan pa sem, da imaš tudi ti. Zato, zaradi te vere te opominjam, da znova razplameniš Božji milostni dar, ki je v tebi. Klitok smo prešteli v Janezi. Kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal. In še večje kot ta bo opravljal, ker grem jaz k Očetu. Kdor veruje. Vera je ključ do delovanja Svetega Duha v naših življenjih. Ali vrvleš? Ali vrvleš, ko Sveti Duh prebiva v tebi? Ko je on prisoten? S trenutkom, da si sprejel Jezusa, je on prisoten. On nikam ne ide. Prisoten je v naših življenjih. Ali vrvleš, ko te je obdaril s prav posebnim darom, da s tem darom služiš cerkvi in v izgradevanje njegovega kraljestva. Znaš, če to vrvleš, ti njega nikše ovire, ko bi se Sveti Duh v tvojem življenju ne razodeval in deloval. Ko bi ne v tom večeri mogel priti k tebi in vžgati tisto, ko je notri v tebi. Zato v veri pridimo pred našega Boga Očeta, pred našega Boga Sina in Boga Svetega Duha. Dovolimo njemu, da se moč, štera je v nas, razplamti. Amen.